V samomorilskem napadu v bližini šiitskega svetišča v Kabulu je umrlo najmanj 26 ljudi, ranjenih pa je vsaj 18. Namestnik tiskovnega predstavnika Ministrstva za notranje zadeve je dejal, da se je napadalec razstrelil v bližini svetišča Kart Esaki, ki je bil že cilj prejšnjih vojaških napadov. Najnovejša eksplozija je izpostavila ponovno grožnjo mestu po januarskem napadu, v katerem je umrlo več kot 100 ljudi. V afganistanski prestolnici zdaj sicer praznujejo Navruz, začetek perzijskega začetka pomladi, ki se v Afganistanu vse pogosteje praznuje kljub nasprotovanju nekaterih fundamentalističnih muslimanov. 24-letni moški, ki ga je policija osumila za vrsto smrtonosnih bombnih napadov v Austinu v Teksasu, se je, tik preden bi ga policija aretirala, razstrelil. Policisti so ga izsledili v hotelu v bližini mesta, sledili so njegovemu avtu, ko je zavil na rob ceste in aktiviral bombno napravo ravno takrat, ko sta se mu dva policista približala. Eden je bil ob tem poškodovan, za osumljenca so povedali, da je bil bele polti. Oblasti še vedno opozarjajo prebivalce, naj ne odpirajo sumljivih paketov, ki jih dobivajo preko pošte ali kurirske službe, saj ne vedo, ali je predtem poslal še kakšnega. V begunskih centrih v Bangladešu se pripravljajo na skorajšnjo monsunsko sezono. Posnetki Visokega komisarijata Združenih narodov za begunce kažejo, da čistijo kanale, saj s tem lahko zmanjšajo nevarnost poplav. Pripravljajo pa tudi območja na višjih nivojih, da bi se lahko družine, ki so nastanjene nižje, prestavile na griče. Komisarijat Združenih narodov za begunce izpostavlja, da so v begunskem centru v Kutupalongu s pomočjo oblastmi Bangladeša že preselili 620 družin v varnejše dele naselja. Po podatkih je skoraj 700 000 pripadnikov ljudstva Rohin pobegnilo zaradi etničnega čiščenja iz Mjanmara v Bangladeš v manj kot enem letu. Mjanmar pa vztrajno zavrača poročila o razširjenih zlorabah. V bolivijskem mestu La Paz je več tisoč Bolivijcev podprlo v demonstracijah s sloganom Morje za Bolivijo, svojo mornarico in težnjo po prostem dostopu do morja. Na mednarodnem sodišču namreč poteka proces, v katerem Bolivija znova želi doseči dostop do Tihega oceana, ki ga je izgubila v vojni s Čilom v prejšnjem stoletju. Kljub temu država ohranja mornarico, na sodišču pa skuša doseči koridor, ki bi jim med drugim omogočal večji izvoz zemeljskega plina in mineralov.